Živijo, danes sem s tabo Monika in pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes bomo v bistvu malo zbrali zgodbice, ker, kakor že veste, imam jaz to ful rada. Vedno rada preberem izkušnje od ljudi, kako doživljajo pač kakšne zadeve v spolnosti, seveda, ker pač sem curious cat, vse me zelo zanima. Bo pa sicer o orgazmih. Nekateri bojo opisovali svoje pač najboljše orgazme, pa tudi kakšne druge stvari. Tako da, ja, pa nas čaka itak review izdelka, še vprašanje poslušalcev, tedenski izziv in pa fun facti oziroma bodo pač neki miti o orgazmih. To sem že imela, jaz sem imela že drugače podcast epizodo o orgazem malo drugače, tako da, če se kaj ponavlja, sorry, ampak ok, pa dejansko šanse, da boš to še enkrat zdaj slišal. Pa mislim, da je že par epizod nazaj, to ali je bilo to v prejšnji sezoni. V glavnem nima veze. Gremo na tele zgodbice in ja, gremo kar na zgodbo 1. Ok. Bilo je z bivšim, verjetno v času največjega razmaha covida. Popolnoma se je osredotočil samo na moj klitoris. Mislim, da je očesni stik nekaj, kar me med tem dejanjem res izjemno vzburi. Tako očesni stik z mano, kot tudi tisti trenutek, ko se za hip postavi, pogleda klitoris, kot da ga časti. To sem že dostikrat slišala od žensk, da je me ta občutek, da oni častijo tvojo vagino ali pa pač žensko spolovilo, da jih to izredno vzburja. A si ti tudi taka? Vzel si je čas, tisti predel je zelo občutljiv, zato morajo biti gibi počasni in mokri. Se pravi pač, da so navlaženi, ne? Mislim, da je pomembno tudi rahlo sesanje klitorisa, ampak res zelo nežno. Ženske imamo več živčnih končičev v klitorisu kot moški na konici penisa. Prepričana sem, da je v ozadju igral R&B, kar je še dodatno ustvarilo vzdušje. Poleg tega je objel vsako mojo nogo, kot da bi jo želel držati pri miru. Tudi to me je zelo vzburjalo. Klitoris je treba poljubljati z majhnimi nežnimi poljubi, občasno pa se je treba za trenutek ustaviti in poljubiti notranjo stran stegen, da jo še bolj vzbudiš. Pogrešam tisto oralo. Ona je opisala pač, kako je ona doživela, na kakšen način je doživela pač te svoje najboljše orgazme. Tole je kar hot, no, moram priznati, da tole je kar hot, tako da top. Gremo na drugo zgodbo. V 99% primerov, ko imam spolni odnos s svojim fantom, imam dobre orgazme. Preden sem odstranila jajcevode in sva uporabljala kondome, je lahko zdržal 45 do 60 minut. V tem času sem lahko večkrat dosegla vrhunec samo s penetracijo. Zdaj, ko nimam več jajcevodov, je nekoliko hitrejši, 15 do 20 minut, jaz pa potrebujem več časa, zato kot predtem, ne. Zato poskrbi, da me pripelje do vrhunca na druge načine. Najpogosteje mi je eksploziven orgazem prinese kombinacija vibratorja in penetracije. In potem je še dodala, predigra je zame ključna. Ko imam 30 do 40 minut predigre, sem pripravljena. In on je prvi moški, ki je to dejansko zame naredil. Predigra je pomembna, tudi o tem smo že snemali podcaste, sploh zaradi tega, ker moški pa ženske se lahko časovno malo ne ujemamo glede pač doseganja orgazma in s predigro se to ful lepo rešuje ali pa z kakšnimi drugimi stvarmi. Temu se reče tudi orgasm gap in definitivno nas čaka tudi še ta tematika. Ok, gremo naprej na tretjo zgodbo. S svojim zaročencem sva skupaj skoraj 12 let. Že od začetka imava zelo aktiven spolni odnos. Pred njim sploh nisem vedela, kaj pravi užitek. Seksualno sva 100% kompatibilna in odlično komunicirava. Nobeden od naju ni bil kdaj sramežljiv pri postavljanju vprašanj ali deljenju idej, fantazij, kinkov. Iskreno težko izberem eno samo izkušnjo, imam pa svoje top 3. Prva iz časa, ko sva začela. Nikoli prej nisem doživela orgazma med seksom. Prvič, ko sva bila skupaj, pa se je zgodilo. Zdelo se mi je, da mi je prihajalo vsaj 30 sekund, morda še dlje. Bilo je neverjetno. Meni se tudi zdi, da če pač doživiš ta orgazem brez te stimulacije klitorisa, da pač
tako traja dlje, pa je tako malo bolj linearen. Jaz se zmeraj spomnim na tisto, ko smo planoto risali v šoli, ki je bila tako, pa pol tako, pa tako. Tako je meni ta orgazem. Če si pa še stimuliraš klitoris, mi je pa ful bolj tako, kaj je na gora, pač tako, pa pač veš točen, kje je un pik in pol pač dola, ne. Tako da ja. Ok, svoj top 3, ta je bila ta prva, naslednja. Druga je bila nekaj let kasneje. Skupaj sva, tle en disclaimer, nikakor nobenega ne spodbujamo ali pač odobravamo pač uporabe drog. To je samo zgodba, ki jo je nekdo napisal na internet in pač to vsebuje. Tematike seksa in drog, rekreativnih, kakorkoli se to imenuje, jaz nisem pač o temu ekspert, lahko naredim raziskavo, posredujem informacije, ampak to bi si zelo želela debatirati z nekom, ki je mogoče res strokovnjak na tem področju, tako da pač sam ta disclaimer, to je pač res sama zgodba, nikogar pač res ne jemljite tega kot navdih. Ok, tako da all hands off. Skupaj sva vzela Molly in LSD istočasno. Imela sem občutek, da sva postala eno, kot da sva se zlila in stopila drug v drugega. Bila je izkušnja izven telesa. Oba sva prišla hkrati in občutek se je kar nadaljeval. Ko sva končala, sva bila premočena od potu, celo postelja, brez sape in oba sva jokala od sreče. Tega ne bom nikoli pozabila. Mislim, da je to najino razmerje samo še okrepilo. Postala sva še bolj nežna, jaz pa sem se še bolj zaljubila. Kako lepo. Tretja izkušnja je bila pred 2 letoma. Ravno kar sva se preselila v novo mesto in nekaj tednov lenarila doma. Ne novo mesto, ampak prav neko drugo mesto. Okay? Nekaj dne je spal na kavču, jaz pa sem postala zelo vzburjena, zato sem mu ga potegnila ven in začela z oralnim seksom. Prebudil se je, se slikal in seksala sva po celotni dnevni sobi. Končala sva skupaj na kavču in bilo je noro. Oba orgazma sta bila izjemno močna. Preden mu je prišlo, sem ga slišala močno stokati, kar je mene še bolj vzburilo in začela sem še bolj glasno in še bolj umazano govoriti. In potem bum, prišlo nama je istočasno. Upam, da sosedi niso bili doma. Vem, da je vprašanje prosilo za eno izkušnjo, ker to so si pač izmenjavali izkušnje, a med temi 3 preprosto ne moram izbirati. Ja, vse 3 se slišijo zelo zabavne. Če bi vi meni še radi poslali svojo izkušnjo, kdaj vam je pač najbolj prišlo, je to vedno dobrodošlo, da to napišete od spodaj pod podcastom na naše socialno mrežje ali pa na info@svetozitka.com in pripišite za podcast ali pa za Moniko ali pa za seks v pisarni, kakorkoli, tako da bomo pač vedeli, da spada to za podcast in da bo tudi prišlo do mene. In bom izredno vesela, če boste vi tudi meni poslali kakšne svoje izkušnje, z veseljem jih preberem tle, seveda vse 100% anonimno. Tako da ja. Gremo na zgodbo 4. Moj trenutni fant je naravnost neverjeten. Pripelje me do vrhunca na praktično katerikoli način, s prsti, usti, s penisom. Kadar seksava, poskrbi, da pride meni prvo, razen če sama izrazim željo, da bi bilo drugače. Včasih pa me pripelje do orgazma kar za zabavo. Mislim, punca, top. Ugotovila sva tudi, da mi lahko pride samo s penetracijo in takrat je seks še bolj divji. Verjetno pomaga tudi to, da sva v razmerju nadaljamo, zato je, kadar sva skupaj, seks bolj strasten in pogost. Mislim, da so bili najboljši orgazmi takrat, ko sva vzela, ko sta pač jedla te edibles, again, in sva bila precej zadeta. Ogromno predigre in obema je prišlo večkrat. To je bilo tudi prvič, da sem doživela orgazem s penetracijo, ko sem bila zgoraj. To drugač dost ženskam odgovarja, da so zgor, mogoče tudi zaradi občutka, da imajo več nadzora. Bilo je noro. Še bolj noro pa je, da sva si prvi partner in prva zveza. Obema se zdi neverjetno, koliko sva skupaj ugotovila in se naučila. Meni je ful cute, kadar berem te zgodbe tako, ko pari skupaj odkrivajo določene stvari, pa se skupaj učijo. Tako, kar malo tako romantično. Jaz drugače ful nisem romantik. Ampak ja, to mi je pa tako ful cute. 5. zgodba. Pred leti sem spoznala najlepšega moškega. Bil je očitno ženskar.
A obema je ustrezalo, da sva bila le prijatelja z ugodnostmi. Bil je zagorel, mišičast, dobesedno osupljivo lep. Po videzu daleč iz moje lige. Kakorkoli že, počel je nekaj, kar me je popolnoma obnorelo. Zelo lahkotnimi dotiki je drsel z rokami po mojem telesu, mi masiral ramena in poljubljal vrat, zelo počasi in senzualno. Potem se je premaknil nižje do mojega križa in presenetil s tem, da je z jezikom posegal v mojo zadnjico, medtem ko je z rokami objel moje telo in se igral z mojim klitorisom. Madonna, to se sliši dobro. Običajno bi me presenečenje razjezilo, a tega še nikoli prej nisem doživela in bilo je noro dobro. Do te mere, da sem se sesedla na posteljo kar čez njegove roke. Bog, pogrešam te izkušnje. Zdaj sem poročena, srednjih let in umirjena. Gospa, tudi če ste poročena srednjih let in umirjena, imate lahko tak seks. Sam dejte se pogovoriti s svojim, da to želite, ali pa ga spodbuditi, ali pa dati iniciativo. Včasih pozabimo dati iniciativo, a ne? Problem je, če samo en daje iniciativo. Pa se ti pa včasih tako mogoče zna za mal zdeti ali pa kaj. Ampak ja, zgodba za drugič, zdaj gremo na zgodbo številko 6. Jaz se ful zabavam ob teh zgodbah. No, tle imamo mogoče tudi kje kakšno tako zgodbo, da bi mogoče bil kakšen problem, tako da bomo tudi to pokomentirali. Bomo videli. Jaz sem jih pač toliko teh, ki sem jih pripravljala, da pač se iskreno ne spomnim vseh, ampak vse je cool, ko pa imam tudi jaz tako reakcije malo. No, moj problem pa je, da orgazem, močan brez truda, doživim samo, če sem sveže zaljubljena. Ko neha ta hormonski koktejl zaljubljenosti delovati in se odnos prevesi v resno ljubezen, se mora partner skoraj raztrgati od truda, pa že ves večer mora biti ena romantika v zraku, nežnost, da mi pride. Seveda to ni velikokrat, seks pa je velikokrat. Torej večina mojih seksov brez orgazma. Tako je bilo odvedno z različnimi partnerji in tako je tudi zdaj v zakonu 10 let. Nikoli mi ne uspe obuditi tiste nore strasti začetka zveze, ko mi je že predigral odveč in komaj čakam, da se združiva. Meni so taki primeri zelo žalostni. Jaz mislim, da je treba tle, če se ti zanašaš, da boš doživel ali pa doživela orgazem samo takrat, kadar zanašaš. Pač na te svoje hormone, ko si zaljubljen, pa imaš ona roznata očala, pa ti je vse še novo, pa tril, pa ti je takrat adrenalin, moraš si sam narediti, da ti bo tako. Ker to so začasni občutki in ne vem, to je tako kot zveza, ne, pač ti občutki minejo. Ja, saj še zmeraj lahko imaš metuljčke, ko pogledaš svojega partnerja ali pa ko doživljaš kakšne spomine, ampak ti moraš stvari negovati in tudi najdeti nov način, kako lahko ceniš te stvari. Moraš tudi najti stvari, druge stvari mogoče, ki te vzburjajo. Ali pa tle bi bil idealen primer, da mogoče kakšno igračko data noter, da najdeta nove stvari, ki vaju dvignejo pa vzburjajo, ali pa kakšen roleplay mogoče pač. Za stvari se je treba potruditi, ne moreš kar pričakovati, da bodo pač same od sebe in sploh. Mislim, ja, valjda, I guess, da so tudi pri kakšnih, ja, pač dajte, se zavedati, da to je tako, ko pač začneš varati, zato ker ni bilo več vzburljivo doma, pa je vse stalno, pa je nekdo siten, pa so odgovornosti, pa ne vem kaj, pa si najdeš neko novo osebo, pa jo v zvezda kuješ, pa misliš, koliko je super, ampak če pa pustiš staro partnerko, pa starega partnerja, pa greš s tem novim, ki si ga zvezde koval, koliko je in sploh super živeti, pa pol v bistvu ugotoviš, pa to rata tvoja nova stalnica, pa to rata ta siten partner ali pa partnerka doma, pač, treba je stvari negovati in vlagati v njih. Ja, res je, da kdaj pač res nismo kompatibilni, da je boljši razhod in tako, ampak veliko takih primerov je, ko pač imajo ljudje neke druge distrakcije, zato ker jim je to pač en thriller, jim je en adrenalin, jim je en, da jim občutek mladosti in brez obveze in hi in ha in trilili. In isto je lahko to v spolnem življenju tako, najdite nek drug vidik, ki ga lahko cenite, ki vam je pač razburljiv, kaj lahko dodate, kaj lahko spremenite. Ne vem, pač malo raziščite, malo poklepetejte, Tako da, ja, to bi imel moj komentar na to, pa gremo na zgodbo 7. Mislim tudi, ja, tako, da bomo imeli samo še 2 zgodbi, pa pojmo na zgodbo 7.
Se mi zdi, da imam danes tak cozy setup. Se približam, mislim, se je zmer tam, ampak včasih je malo bolj tak cozy. Danes je tak cozy. Ok, zgodba 7 sem rekla. Najboljše mi je vedno prišlo, ko sem bila na njemu. Najbolj noro intenzivno je takrat, ker popolnoma sama kontroliram gibe. Evo, to je tipičen primer tistega, kar sem prej rekla. Pa tudi sicer nimam težav s tem, da mi pride samo dobro se usedem nanj. Zajaha. Mi pa ni najbolj jasno, kako lahko puncam tako na easy prihaja večkrat zaporedoma. Meni je prišlo max 3-krat zaporedoma, pa še to različno. Naprimer vaginalni, nato s klitorisom, z oralnim, potem pa z draženjem, prsti, vibrator, vaginalno 2-krat zaporedoma težko. Kaj pa vi? No, kaj pa vi? Dajte mi povedati, kaj pa vi. Ok, še 8. in zadnja zgodba, pogremo pa pogledati še druge stvari, ki sem jih pripravila za vas. Pozabila, ful en dober tedenski izziv imam, ker dejansko je tako po dnevih razporejen, ampak dajmo prav to zgodbo. No, mnenje od te osebe. Čisto običajni seks s poželenjem, ki je le nagon in z drgnjenjem spolovil, ni nič drugega kot modificiran živalski seks. Človek je ustvarjen za mnogo več, za božanski seks. Aha, ta je pa malo taka bolj tako razsvetljena. Nič slabega. Mene zanima vse in vse je zanimivo in vsakemu svoje. Samo vedeti mora, da kaj takega sploh obstaja. Naučiti se je treba usmerjati spolno Naučiti se je treba usmerjati spolno energijo in pretočen mora biti za energijo ljubezni, kar vodi do kozmičnega orgazma. Ko ga izkusimo, je navaden seks le še ceneni nadomestek vrhunske umetnine. Razlika je kot noč in dan. Partnerja, predana ljubezni, mogočni povezovalni sili duha, piše v oklepaju, usmerjata spolno energijo v krogotok po čakrah obeh teles. Ob dvigovanju energije se vsaka njegova molekula spoji z njeno, ki ob orgazmu eskalira v pulzirajočo brezčasnost oziroma večnost, vse prisotnost in vse povezanost v popolno blaženost, ki lahko traja od več minut do par ur. Izkušnja je neprecenljiva. A je kdo že imel takšno izkušnjo in če ja, kako vam je bilo, a prakticirate to, dajte se mi malo javiti v komentarčkih. Ne pozabite pa tam zapad, če vam je všeč epizoda, meni bo ful pomenil. In pa še, malo sem gledala statistiko, pač vi poslušate, ampak niste subscribani. Dajte se subscribati na naš kanal, ker ne samo, da imamo podcast, imamo tudi predstavitve izdelkov za vse, kar vas zanima. Ful vam tudi olajša uporabo, plus tega, da imamo krajše tematske videe, za tiste, ki vam pač mogoče podcasti ne dogajajo lih. Tako da ja, dajte klikati subscribe, like, ful bomo veseli podeliti mogoče. Če pa nas ne poslušate na YouTubeu, smo pa tudi na Spotifyju in pač drugih teh pretočnih kanalih, ki so. Ok, zdajle bomo pogledali review izdelka in sicer veliko žensk, kar je bilo tudi, bi lahko rekla, bom zdajle kar na kratko še tole vprašanje rešila. Veliko žensk pravi, da težko doživi orgazem samo z penetracijo, zato sem si danes izbrala review tegale izdelka. In sicer tole je znamka Easy Toys Playtime, ki je nekako tako v bistvu ful dobra. Mislim, da sem že bullet od njih predstavila, ko je meni top. Ta znamka je tako kvaliteta, kako se že reče? Pač razmerje kvalitete in financ pač res odlično. Tole so silikonski, da se jih povniti. Pač ta del tle je plastičen, očitno ne da se jih povniti. So vodoodporni, imajo 10 različnih nastavitev. In zakaj sem si izbrala Rabbita? Zato, ker tlele meni je tale model res všeč. Kar se tiče tako teh cenejših vibratorjev, ne. Kar se tiče cenejših vibratorjev. Fora je, bom jaz tole ugasnila, da ne bo tle vibriralo, kaj jaz govorim. Opala, on bi delal, ne saj. V glavnem, fora teh vibratorjev je, da v bistvu tole gre noter v nožnico in tle so ponavadi kakšni modeli lepo, fajn zakrivljeni in odebeljeni in tole vam stimulira G-točko. Tale zajček pa pride zunaj na klitoris
in vam stimulira klitoris. In veliko žensk rab stimulacijo klitorisa še zraven, da doživi orgazem. Tako da rebiti so ena taka res fina in učinkovita rešitev. Jaz sem si pa zbrala to znamko zaradi tega, ker je tudi finančno zelo ugoden, pač glede na to, kaj dobiš. Edina stvar, ki je mogoče tle, tale zajček, eni so narejeni tako, tale je pač dost rigiden tle, mečkar se poda, ne, seveda se, ampak kakšni ima tle tako prav stanjšan del, da se čisto pognejo. Mi je pa ful všeč na temu zajčku, ker tudi tale ušeska vibrirajo in tle ti zelo tudi dobro to zna tako mal to stimulirati klitorisa, ne, s to glavco, pa ti pa še to tako neko tako dodatno stimulacijo daje. Tako da Easy Toys Playtime Rabbit mi je, pač tole mi je res ful tak luškan, uporaben, budget friendly vibratorček. Tako da, če še nimate Rabbita, vam definitivno za neko prvo izbiro priporočam tole. Tako da ja, to je to. Pač cute-kan je lep, roza, ni prevelik, ker obstajajo tudi daljši, večji, bolj glomazni, z več funkcijami, vrtljivi, potiskanje, ampak ta je pač res nek tak osnoven model, ki je, tako ta je res en tak za v nočno marco. Tako da ja, tole je res cute in se mi zdi čist super igračka. Ok, gremo naprej. Tedenski izziv. Za tedenski izziv sem se jaz poglobila. Ok? In za tedenski poglobila. Veliko žensk še vedno čuti sram glede svojega spolovila. A ne? Ni mu všeč, kako izgleda, ne sprejemajo ga, ne dotikajo se ga, ne pogledajo ga, ne raziskujejo ga, zato ker pač joj, moje ustnice so take, jaz bi imela onake. To ste vi. To je pač del vas in tako, ko spodbujamo sprejemanje samega sebe, je to tudi del tega. To je vaše spolovilo, je velik in pomemben del vas, ne vem, kako bi to rekla, pač se mi zdi, da te lahko ful bremeni, če pač tega ne znaš sprejeti, če se tega sramuješ, če ne znaš pogledati svoje ta male v špegel, pa si reči, rada te imam, super si. A ne? Pač ne vem, kako naj vam to drugače razložim. Pa tudi raziskovanje G-točke bi sem tlele omenila, no, to se mi zdi izredno zanimivo. Ampak tako, jaz sem vam danes malo drugače, ne bom samo naredite to ali pa pravite to, jaz sem vam pripravila po dnevih. Dajte mi povedati ali pa komentirati od spodaj, če so vam take stvari zanimive, lahko prištimam večkrat. Okay? Se pravi, ta prvi dan, si bom pomagala s svojimi zapiski tle, da ne bom kaj za J. Ta prvi dan ne delate nič fizičnega, ampak samo pripravite prostor, poiščite ogledalo, poiščite lubrikant, poiščite prostor, kjer vas nihče ne bo motil. In to je dan, ko boste začeli ustvarjati en občutek varnosti in miru. In tle se lahko vprašate, kako se počutim ob misli, da bom raziskovala svoje spolovilo. Če te je malo sram, če ti je neroden, to je vse popolnoma normalno. Se pravi, ta prvi dan je samo priprava. Jaz ne želim, da so kakšni ti izzivi ali pa, ne vem, kako bi temu rekla, da vam je neprijetno. No? Okay, drug dan se bo šel vse s tem stik s telesom. Danes še ne boste rabili ogledala, dajte se uležiti, narediti par globokih vdihov in položite roko na svojo vulvo. Vulva je naš zunanji del. Okay? Ne masirati, ne se stimulirati, samo položite roko gor in samo začutite. Dajte opazovati, kako se kaj vaše telo sprošča in oziroma kako se on sprošča, kad tvoj telo dovoli, da se dotakneš, brez da bi imela zdaj da se dotakneš, pač obviously same sebe, brez enega cilja. Samo roko položiš gor in samo opazuješ te občutke. To je dan, tako bo bolj prav, dan 2. Tretji dan pride na vrsto ogledalo. Okay? Danes boste prvič vzeli ogledalo. Dajte se namestiti v tem prostoru, kjer vam je udobno, tudi namestiti, usesti udobno. Naslonite se nazaj, noge imate seveda narazen in
Nežno, z eno roko imate ogledalo, zaradi mene imate lahko tudi selfie cam, samo ponavadi je slabša kvaliteta. Nežno dajte razpreti vaše sramne ustance, pa dajte pogledati, kakšne so vaše velike ustance, kakšne so vaše male ustance, kakšen je klitoris, kapucika od klitorisa, vhod v nožnico. Okay? Gledamo asimetrije, gledamo barvo, gledamo obliko in vse to je normalen, vse to je tvoje. Okay? Zapišite si, če vam je udobno, če se vam zdi potrebno, če vam je to zanimivo, kaj ste opazili zdaj prvič. Se veste, kaj imate dol približno, ampak je kakšna stvar, ki ste jo prvič opazili. Kakšno znamenje, pikica, kakšna luštkana asimetrija, kako se počutite ob tem, ko to gledate. Dejansko veliko od žensk svojo vulvo na tak način pogleda šele v odraslosti. Ok, gremo na 4. dan. Danes bomo vključili dotik, nežen dotik vključimo, lubrikant seveda, z malo lubrikanta, z nežnimi krožnimi gibi raziščite področje okrog klitorisa. Ustnice, malo gor, dol, okrog ustnic, okrog vhoda v nožnico. Dajte opazovati, kaj vam je prijetno, kaj vas vzbur, pa kaj vam mogoče tudi neko radovednost. Okay? Pomembno tle je, da vi ničesar ne iščete, ničesar nočete glih doseči, ampak samo spoznavate. 5. dan. Zdaj pridemo na pripravo na G točko. Pred iskanjem G točke telo pač nekako mora biti vzburjeno, oziroma fino je, da ste vzburjene. Okay? Tako da tle bo pa treba si vzeti par minut ali kakorkoli potrebujete, da se nežno vzburite. Z masažo, dotiki, s fantaziranjem, z kakšne tudi recimo vzbur priprav to, da mišice medeničnega dna, malo keglovih vaj, pa v bistvu s tem malo pulziraš, utripaš dol in tako. In ko ste vzburjene, kaj se zgodi? G točka se napolni s krvjo, boljša prekrvavitev in tako, in s tem tudi nabrikne oziroma nekako se dvigne, napihne, ne vem, kako bi vam to razložila, in zato je tudi lažje občutna. In tle lahko opazujete, kako se občutki spreminjajo. Ne rabite tle še nič s kako penetracijo ali pa kaj, ampak dajte probati sam na ta način malo se vzburati, pa to se pravi, ta dan se lahko pripravljate. Lahko pa to oboje skupaj naredite, kakor vam je udobno. Okay? Oziroma ta priprava je fajn, da mogoče enkrat same delate, če še niste toliko pripravljene, in potem na 6. dan to ponovite, preden greste dejansko v to, da v 6. dnevu namažete prst z lubrikantom, ga potem po tem, ko ste vzburjeni, nežno vstavite 1 do 2 centimetra v nožnico, prst potegnete, smo to težko pokazati, proti sebi, tako da imate not, to sploh vidite, ok, dajmo tako, se pravi, not in gor. Se pravi, če imamo mi, grem gor na zaslon, gledam, če prav kažem, tole je zgornji del trebuha, tle je odzadaj hrbet in rita, takole malo na gor, kada hočete proti popku stegniti prstke. In kaj boste temu gibu, tako, to je gib pridi sem. Okay? G točka je pač na tej zgornji steni 2 do 4 centimetra od vhoda, ponavadi je rahlo hrapava ali pa nabrekla, meni se zdi tako taka gubasta površina je, občutljiva je na pritisk. Občutek je pa tako bolj poln, takoj čutite, da pritiskate na nekaj pomembnega, ali kako bi temu rekla. Okay? Lahko se vam zgodi, da boste začutili potrebo po uriniranju, pač da vas da bo svoj na WC prijela, in to je pač čist nek normalen odziv. Ok, 7. dan. 7. dan imamo poglobitev in refleksijo, tle se igramo z različnimi gibi, nežnimi pritiski, ritmičnim gibanjem, kombinacije klitoris G točka, zato si lahko zapišete pol. Marsikomu se to pisanje zdi, slej nekaj pisala, ampak glejte, to je pač kot vodenje dnevnika in to ni nič narobe. Pač takrat, ko mi pišemo stvari, jih tudi boljš procesiramo. Kaj sem se naučila v svojem telesu?
Kateri občutki so me presenetili, a se počutim bolj povezana s svojim spolovilom. In to je to, ta 3 vprašanja so se mi zdela takšna. Pa mogoče še, kako se zdaj počutite glede tega, a ste jo kaj bolj sprejela, ali je to mogoče, to so vse vaje, ki jih lahko večkrat delate in to gledanje v ogledalo. Ne zdaj, da boste enkrat pogledali v ogledalo in je to, večkrat se pogledajte v ogledalo. Ko greste s potušom, ste ono veliko gledalo doma, če pač nikoga, ne pač seveda mora biti to primerno, ma ne vem, pa greste mim, pa malo date nogo, eno v luft, ali pa malo se takole spohneš, pa malo pogledaš pač, kaj tam, kaj se dogaja, živjo, reče živjo, ne vem, meni je to tako, imejte se rade, ali pa imejte se radi, to je bilo zdaj bolj za ženske namenjeno, ampak se mi zdaj pomemben. Okay? Ta izziv pač ni namenjen nekim dosežkom, tudi ni pomemben, da ste ga točko najdli takoj, ali boste rabili še nekaj časa raziskovati, a niste bili prepričani, a je to, kakorkoli pomembno je to. Vzeli ste si čas zase, raziskali ste svoj telo brez sramu in naredili ste, kar še danes veliko žensk nikoli ne naredi, pa ne govorimo o kakšnih ekstremih, kjer je pač to res tak big no-no, govorimo pač o nekem modernem svetu, kjer pač še vedno se ogromno žensk tega ne naredi in to je, da se res spozna. Tam dol. Ok? Fun facti. Ali miti? Ne, fun facti so fun facti. Več fun factov imam, niso miti danes. Gremo na enkico. Med orgazmom se deli možganov, ki skrbijo za nadzor in sramežljivost, začasno izklopijo. Ja, to pomeni v bistvu, da možgani za kratek čas nekako utišajo te centre za samokontrolo, zato se lažje prepustimo užitku in reagiramo bolj spontano. Tam je bil ful zanimiv. Po ženskem orgazmu se prag bolečine lahko dvigne tudi za polovico. Razlogi so hormoni in nevrotransmiterji, ki se sprostijo med orgazmom. Zato telo nekaj minut po vrhuncu prenese močnejše držljaje. Ok, to ful nima veze, ampak veste, kaj sem se zdaj spomnila, kolikrat sem videla. Jaz ne vem, je to res ali je fake. Pač tistka moški, ki pač ponavadi je bil moški tetover in je ženske pač tetoviral, ne vem, verjetno po ustnicah, pač sramnih ustnicah, pa mogoče Venerin hribček in je ženskam prišlo. Pač dejstvo je, da se una pištolica tudi trese in vibracije so gor, une roke ima naslonan in nekje je bilo še tako kao, sad je bilo v moje fake, da je pač dejansko modelka skvartala, pač da je špricnala. Tako da, ja, ne vem, a ste to že videli, pač ja, insane. Moški orgazem traja povprečno 6 do 10 sekund, ženski pa približno 20 do 30 sekund. Ženski orgazem vključuje več zaporednih kontrakcij in traja dlje, moški pa je običajno krajši, a intenziven. 4. Nekatere ženske lahko doživijo orgazem samo z mentalno stimulacijo brez dotikov. To je res lahko potrdim in je zanimivo. Možgani so največji seksualni organ, pri nekaterih zadostujejo domišljija, fantazije ali določeni mentalni sprožilci. A je kdo od vas že doživel orgazem, ki je bil tako mentalno toliko napaljen? Da pač vam je prišlo, da vam je bila ena fantazija toliko, da vam je pač klitoris preskočila sem enega, petkica. Med orgazmom srčni utrip skoči med 110 in 160 udarcev na minuto. Telo deluje podobno kot med intenzivno vadbo. Vrhunsko. Dih se pospeši, kri kroži hitreje in energija naraste. Sem hotela reči klitoris pa 6 hkrati. Bravo jaz. Klitoris med vzburjenostjo in orgazmom nabrekne za približno 20 do 35%. To se zgodi zaradi povečanega pretoka v krvi. Klitoris je zelo občutljiv organ in njegovo nabrekanje poveča občutek užitka. Se to sta verjetno ženske punce kakorkoli opazile, da ko ste vzburjene, da pač imate vse večji tam dol. A ste? In še nekaj, ne samo, da obstajajo pumpice za moške, se pravi za penis obstajajo tudi pumpice za ženske. Če vas to zanima, vam seveda naslednjič z veseljem naredim review, sam probati jo moram prej. In spet je tudi namen, da pač prekrvavljenost več krvi notri, bolj je pač zadeva občutljiva in ja. Pumpice še nisem probala, tako da to bi mi bilo kar zanimivo. Vem, da je ena pumpica, ki ima not nek tak jeziček, pa še da bo malo, pa še v jeziček malo klitoris draž.
To bi bilo ful cool probati. Tako da ja, dajte mi napisati. 7. Moški lahko doživijo orgazem brez ejakulacije, se pravi suhi orgazem, ejakulacija pač brez da špricne. To se v bistvu zgodi, kadar se pojavijo te mišične kontrakcije brez iztisa semenske tekočine in je dost normalen pojav, ker se ga lahko tudi zavestno naučite, moški. Ženske lahko tako kot moški tudi med spanjem doživijo orgazem. Kar je ful zanimivo. Jaz sem dostikrat imela kakšne take sanje, ampak nikoli ni bilo vrhunca. Škoda. Mogoče pa še bo. Med REM fazo se poveča pretok krvi v genitalije, živčni sistem pa je zelo aktiven, zato lahko nastane spontani vrhunec. Zanimivo. Krepitev mišic medeničnega dna lahko občutno poveča intenzivnost organov. Močnejše mišice pomenijo močnejše kontrakcije, se pravi kontrakcije, pač, kadar se mišica skrči, ne? In boljši nadzor nad občutki, kar vodi do intenzivnejših in daljših orgazmov. Zadnji je pa še, pri nekaterih ženskah se po orgazmu pojavijo manjše naknadne kontrakcije kot mini orgazmi. Jaz temu rečem, to so kaj eni popotresni sunki, ali niso. Fora je, da se v bistvu telo še nekako zmer sprošča po vrhuncu in ti živčni signali v bistvu lahko povzročijo neke dodatne, hodila sem reči užitkarske, prijetne pulzacije. Tako da ja, to je za danes to. Jaz upam, da ste uživali v zgodbicah, v fun factih, da vam bo izziv oziroma to, kar sem vam predstavila za spoznavanje svojega spolovila in kako se otresti tega občutka, mislim, mogoče ne otresti, ampak vsaj zmanjšati ta občutek sramu glede svoje vulve ali pa spolovila, kakor vam je ljubše. Da vam je bilo cool. Še enkrat, če imate kakršenkoli predlog za podcast tematiko, željo, predlog za gosta, komentar, kaj pogrešate pri podcastu, ali mi napišite komentar, ali pa pošljite mail na info@svetozidka.com. Ne pozabite lajkati epizodice in pa se subskrbati oziroma naročiti na naš kanal, kjer vas čaka res ogromno super zanimivih vsebin. To je to za danes in se gledamo naslednjič. Čau!